Klele imam v bistvu list, ki je gor napisan malo za primerjavo rezultati iz prejšnjih let. Bili so premagani rekordi. Snemam naslednjo epizodo Divjak 365, 40. aktivnost. To je zdaj ta aktivnost, ki sem rekel, da se nadaljuje po onem kolesarjenju. Se pravi, prej zjutraj sem prišel domov, 70 km in vprašanje je bilo, ali je lahko danes naredim še akvatlon. A veš, hotel sem iti tak na bazen v vsakem primeru, pa sem rekel, bom šel plavati, pa sem pa rekel, kaj pa če bi zraven dodal še tek. In imaš v bistvu akvatlon. Že od projekta 365 naprej sem to delal, to je bilo leto 2017. Pa mislim, da sem ga pol, nekaj enkrat ali dvakrat ga nisem, pol pa spet smo bila z enim kolegom kar precej aktivno. Zdaj tukaj bo sicer glih kontra, ne? Tam si najprej laufal, pa pol potuš skočil, pa pol šel plavat. Tukaj zdaj bo pa v bistvu najprej plavanje, pa pol bo dlje cajte trajalo, da se bom posušil, zbrisal, oblekel, pa pol šel teč. Prej sem šel malo zalegent, eno urco sem malo zalegnil. Moram priznati, malo se čuti utrujenost, ne pa toliko zelo. Meni se zdi, da sem bil včeraj od kolesarjenja dobro suplega bolj utrujen, kakor sem pa danes. Čeprav sem vmes še nočno delal, pa zdaj se vrnil nazaj domov, ampak mislim, da sem dejansko manj utrujen. Mogoče bolj tista splošna utrujenost, ker nisem pač kaj dosti spal. Čeprav imam po noči prekinitev delovnega časa in grem lahko 3-4 urce zaspat malo, ampak se mi zdi vseeno, da je neka splošna utrujenost, mečke njeme. Nekaj kaj posebnega pa še ni bilo, tako da jaz upam, da tudi zelo v bazenu, da ne bojo kakšni krči ali pa kaj, pa bomo videli, bomo magar še pa kaj povedal. Ajde, zdaj pa let's go. Zdaj pa še par komentarjev na konc, po končani aktivnosti. Klele imam v bistvu list, ki je gor napisan malo za primerjavo rezultati iz prejšnjih let. Bili so premagani rekordi v plavanju in v teku. 2017, 5 km, Mariborski otok, 29 minut teka, pa približno 23 minut plavanja. Takrat nimam pravega rezultata, ampak mislim, da sem takrat plaval samo žabco, se pravi prsno. Prehod približno 3 minute, potem je bilo 2021 ista, razdalje so skozi iste,
5 km je bilo 27 minut, prehod spet 3-4 minute, potem pa plavanje 750 metrov 23 minut. Se pravi, 2021 je že bil zboljšan cajt od 2017. Pa je bil 2022, je bilo tek isto približno 27 minut, a prehod spet 3-4 minute, kravl je bil pa tokrat 28 minut. Zdaj, plavanje je bilo za 5 minut slabš, ampak le v oklepaju mi piše, da se je plaval samo kravla. Kar pomeni pač logično, da je bil slabši čas. Mislim, jaz sem s kravlom na dolgo plavanje nad 200-300 metrov počasnejši kot prsno. No zdaj, letos je bil pa čas plavanja 20 minut pa 11 sekund, se pravi najboljši čas do zdaj. S tem, da se je na 50 metrov menjavala tehnika plavanja. Se pravi, plaval sem v eno stran prsno, v drugo stran kravl. Prsno, kravl, prsno, kravl. Zdaj, če bi hotel postaviti najboljši cajt od najboljših cajtov, bi mogel samo prsno plavati. Ampak jaz za voljo treninga rečem, ok, naj bo izziv, da grem v eno stran kravlo, v drugo stran prsno. In tako sem tudi plaval leta 2021, sem kar prepričan, da je bilo v eno smer kravl, pa v drugo smer prsno. Nisem 100%, ampak sem dokaj prepričan. 5 km teka je pa tudi 24 minut 50 sekund, oziroma 49, na tem sem pa najbolj presenečen. Kadar grem samo 5 km teč za Savo, če je rezultat ponavadi, če je dober dan, koliko tok je po 30 minut, ponavadi je tam 27, 28, mogoče 26, 25, imam že res dober dan. No zdaj je bilo pa 24 minut, pa 50 sekund, s tem, da sem še plaval prej, pa še 70 km zjutraj prekolesaril. To zdaj je pa čist adijo pametno. Ne vem, koliko je to možno. Mogoče tisto, kar je v eni prejšnji aktivnosti povedano, ko je bil posvet športnim psihologom, mislim, da je bila 10. aktivnost, če se ne motim. Pričakovanja. Lahko, da sem jaz vsak let imel zelo visoka pričakovanja, pa pač te pričakovanja malo zabremzajo. Ampak malo dvomim, da bi to tukaj se pokazalo, ko je vzdržljivostni šport, ko pač delaš na tempo. Tisto bi se prej pokazal pri kakšni gimnastiki, kickboks. Jaz mislim, da je kle bolj ne sama forma. Pa to sem se naučil kar v prejšnjih letih, ne, da kad delaš kakšne te podvige, da je dobro pač en dan prej ali pa 2 dni prej dati mer, pa pač biti primer, pa mogoče kakšne raztezne vaje narediti. Tako da ja, z rezultatom sem zelo zadovoljen. Zdaj, če bi hotel tu še zboljšati, je možno. In sicer plavanje. Plavanje tehnika, ne. Če grem samo prsno, bo sigurno najboljši cajt. Tukaj zdaj še to malo pomagalo, ker zdaj sem delal obratno. Se pravi, bilo najprej plavanje, potem tek. Ker v Sevnici ni tako kot na Mariborskem otoku, tam, kjer sem prejšnje leto to delal. Ko najprej tečeš, greš sam po tuš, pa na hitro v vodo, je bil ta transition prehod 3-4 minute. Tukaj zdaj je bilo pa obratno, sem pa najprej plaval in pol, da sem šel po tuš, se zbrisal, oblekel, do avta prišel na parkirišču, vzel stvari iz avta, ok, ne, to je bilo pa 10 minut plus. Zdaj seveda kdo lahko reče, ja, pa to ni nič, ne, 5 km, jaz lahko to laufam hitrej, ne. 95 kg, tako, plus, minus, par kil, malo tako na palc, ampak tukaj nek smo, ne. Plavanje pa tudi za rekreativca, ne vem, 750 metrov, 20 minut, prsno kravl, v redu, zelo zadovoljno, res, upam, da je šlo tako še naprej. Nič, to je to. To je to, za danes, za enkrat. Za 2krat bom pa drugič kaj povedal.